Polo na vetrih na odrskih deskah ustvarja že več kot 50 letij. Njena bogata kariera je zaznamovala slovensko gledališče, njo pa v zadnjem času lik Florence Foster Jenkins. Pevke z dvomljivim posluhom, a neomajno voljo uspeti. In jaz sem se mogla učiti pet in to fušati, ne? V filmu jo je upodobila ikona Meryl Streep. In zdi se, da je ta junakinja, ki sledi svojim idealom, v marsičem podobna naši sogovornici. Brezkompromisna, polna humorja, brez dlake na jeziku. Veste, ko da rečemo beseda kultura, vedno mislimo razstave, koncerti, opere, balet, teater in tako naprej. Ampak ni res. Kultura je tudi način življenja, kako mi vzgajamo mlade, kako se obnašamo drug do drugega, kako komuniciramo, kako govorimo. Ali smo samo tako zelo in izjemno površinski, kot danes kaže. Ob kulturnem prazniku veliko razmišlja o položaju in odnosu politike do kulture, o vsakoletni državni proslavi v počastitev Prešernovega dne, ki ga obeležujemo že od leta 1945. In samo 7. zvečer, februarja, so vsi tam posvečeni, sedijo in ne vsi, ampak zelo veliko njih. Tudi kar je ljudi v dvorani, vprašanje, kolikrat gre v življenju res kakšno fino razstavo ali pa kakšno fino predstavo gledati. Vem, da svoje čase smo se mogli prav boriti, da je kakšen prišel. Medtem, ko v socializmu ni bilo tega, veste? Še bolj kot to jo boli usoda našega osrednjega gledališča, ki pooseblja slovensko umetnost in kulturo. Odkrito, nečesa nočem, samo povejte mi. A me ljubite? To so posnetki izpred 4 let, ko je po drami pustošilo neurje in dodatno poškodovalo že tako dotrajano ter občutljivo stavbo. To je naše zaodrje, ko pogledate takoj za kuliso, ker je iluzija tle pa deziluzija. Z Ivano Džilas, ravnateljico drame od lanskega decembra, smo se sprehodili po zakulisju nadomestnih prostorov. Tukaj imamo od živih predstav, evo, Osvobodite skupja, Skupuh. Prešernova nagrajenka. Ja, čevlji za Prešernovo nagrajenko. Džilas, ki je režirala v skorajda vseh slovenskih teatrih, vodi enega najbolj eminentnih gledaliških ansamblov. Če vzamete ansambl, v katerem je 42 igralcev, od česa je veliko priznanih igralcev in ogromno prvakov in kar nekaj ljudi z Borštnikovim prstenom. Je treba za njih najdeti primerne izzive. In v 8 ali 9 predstav, kar jih mi imamo v eni sezoni, najdeti primerne izzive za tako število fenomenalnih umetnikov je izziv. In čisto vsi člani ansambla pravi, si čim prej želijo nazaj v matično hišo, v središče mesta. Projekt je že narejen, zasedba je že narejena. Mi smo že zdavnaj v fazi, ko smo predelali vse scenarije in zdaj smo tam nekje, ker bi v gledališču bili takrat, ko je treba prinesti scenografijo in narediti premiero. Vrednost investicije znaša okoli 58 milijonov evrov in pol. V ta znesek je vključena tako prenova, kot tudi najem začasnih prostorov. Ti stanejo približno 70 tisoč evrov na mesec, kar pomeni slabe 3 milijone evrov v 3 letih. Okoliščina, da smo mi preseljeni, da več nismo v matični hiši, je bistvena okoliščina. Se pravi, ni več poti nazaj, mi moramo ta problem rešiti. Ne moramo ne ostati v neskončnost v najemniških prostorih, ne prideti nazaj v hišo, ki v resnici se jo ne da več enostavno popraviti. Projekt je pripravljen in tik pred vlogo za gradbeno dovoljenje. Spraševati se, kaj bi se moralo zgoditi že pred 30 leti, pa, pravi Džilas, ni njeno delo. Treba je, še dodaja, poiskati kompromis, ki bo v interesu stanovalcev Nemške in ustvarjalcev drame. Mislim, da se vsi strinjamo, da nacionalno gledališče mora obstajati in da mora biti na nekem kulturno pomembnem mestu. Prenova drame temelji na obnovi historične zgradbe, ki je bila zgrajena v začetku 20. stoletja in na rušitvi ter ponovni gradnji pomožnega objekta, ki je bil zgrajen v 60. letih prejšnjega stoletja. Načrtovana gradnja se še ni začela, bo pa po zadnjih ocenah, to nam je potrdila tudi ravnateljica Džilas, trajala vsaj do leta 2029. Tukaj lahko vidite, da smo umestili okna, vrata, tudi izveske, podobno kot so na ulicah in sploh želeli preobraziti nekdanji zaporniški hodnik
v odprt prostor in občutek ulice. Dobra 30 minevajo tudi od ideje o spremembi vojaškega zapora na Metelkovi v hostel Celica in 20 let od začetka njegovega delovanja. Mi smo tukaj več kot 8 let delovali v bistvu ne samo v projektu, ki naj bi bil low budget, ampak ki je bil v bistvu več kot 8 let no budget. Se pravi, kdor v kulturi deluje, v bistvu že vnaprej ve, da se nečesa, kar ima pomen šele v prihodnosti, verjetno ne da vrednotiti v sedanjem času. Odprli smo prostor v bistvu na mali trgec in teraso, hkrati pa povezali vzhod in zahod. In to, da povezuje, je, poudarja oče Celice, arhitekt Janko Rožič, bistvo kulture in umetnosti. Če politika in ekonomija svet delita na pozicijo in opozicijo, samo kultura zares na nek način lahko poveže ta polja s kompozicijo. In koliko denarja gre za kulturo? Lani je imelo kulturno ministrstvo za slabih 272 milijonov evrov proračunskega denarja, kar je za skoraj 24 milijonov evrov več kot v letu 2024. To ni, kot nekateri radi rečejo, denar za umetnike, pač pa denar za delovanje vseh kulturnih institucij in izvedbo kulturnih programov. Dobrih 14 milijonov evrov je lani dobil slovenski film. A me lahko nehate non-stop nažirati? 14 milijonov in pol nas je stala Evropska prestolnica kulture. Slabih 7 milijonov javna agencija za knjigo. Tinetu so se v vrtcu zgodile 3 imenitne stvari. Mladinski pisatelj Žiga Gombač si v svojih literarnih začetkih niti v sanjah ni predstavljal, da bodo njegova dela kdaj tako odmevala. Samostojno ali kot soavtor je napisal več kot 30 knjig, podobno kot Rožič pa ugotavlja, da je umetniško ustvarjanje tek na dolge proge. Naprimer, stvari, ki sem jih jaz delal pred 5 leti, naprimer, so zdaj vidne, so zdaj otipljive, so zdaj med ljudmi in to, kar delam trenutno zdaj, bo šele čez nekaj časa med ljudmi. Mogoče zaradi moje narave, ker sem bolj energičen, pa želim takoj nekaj videti, takoj dobiti nek odziv, je to včasih malce konfliktno, ampak pisatelji, ustvarjalci, umetniki itak moramo živeti s konfliktom, zaradi tega, ker tako potem damo od sebe neke najboljše izdelke. Ko se ozira nazaj, se spomni, kako je založbam in urednikom pošiljal rokopise, a ni bilo odzivov. Do točke preloma, ko ga je nekdo le zaznal, mu ponudil priložnost. Zdaj se je pa to spremenilo na način, da imam za par let vnaprej neka dela že rezervirana, oziroma moram si čas razporediti, da bom lahko vse nekako zapisal in je to tako, ko imaš slab dan, ko si, ne vem, se ti zdi, da se svet proti tebi obrača, je to vedno neko varno zatočišče, kamor se vrneš in rečeš, ok, 20 let nazaj je bilo tako, nihče te ni poznal, nihče te ni upošteval, zdaj pa že mogoče koga nagovoriš, morda tudi premakneš. Po podatkih Statističnega urada o zaposlovanju v kulturi je konec leta 2023 v 20 značilnih kulturnih poklicih delalo nekaj več kot 16 tisoč ljudi. Vseh skupaj je seveda vsaj še enkrat toliko. 62% je bilo zaposlenih za redni delovni čas, 38% pa prekarcev, samozaposlenih torej, ki delajo po projektih za honorarno plačilo. Gombač je samostojni podjetnik, od pisanja živi. Od pisanja lahko živiš, samo od pisanja knjig pa poezije, oziroma torej se pravi proze in poezije bolj ne kot ja, kar pa pride zraven, se pravi kreativno pisanje, potem tudi nastopanje, potem različni projekti, ne vem, družbeno koristni in pa zaveščevalni. Tukaj pa potem se že da sestaviti, bom rekel, čisto dobro življenje. Tine je prikimal in se nasmehnil. Kdo bi si mislil, da lahko očka prikliče s tišino. Maja lani smo imeli na pobudo največje opozicijske stranke referendum o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke. SDS je kampanjo temeljila na neupravičenem razdeljevanju javnega denarja privilegirani manjšini. Eliti izjemne dodatke, medtem ko ljudstvu drobiš. Več kot 92% tistih, ki so odšli na referendum, udeležba je bila 26%, je glasovalo proti dodatkom in tako podprlo še enega v nizu žaljivih javnih diskurzov do umetnikov, ki jih je prejšnja vlada imenovala paraziti, lenuhi, prisesanci na državne jasli.
Umetnik je v osnovi občutljiva duša. Mislim, da si vsak ne more biti ravnodušen ob takih izjavah. Je pa res, da si ne smemo pustiti, da bi nam to zamajalo naše temelje, našega delovanja. Lotos Šparovec je že skoraj 30 let član ansambla enega najbolj obiskanih slovenskih teatrov, Mestnega gledališča ljubljanskega. Tukaj se usedem, se vzame tekst in gremo. Pogosto razmišlja o stanju kulture, njenem položaju v družbi in o tem, kaj danes sploh še nagovarja ljudi. Živimo v časih, žal, mislim, sami smo krivi, ker jih s takimi vsebinami tudi hranimo ljudi, da smo pristali na zelo ceneno, plehko, banalno in včasih tudi primitivne vsebine, no, ki ne sporočajo nič lepega, ki ne dajo nobene širine, ki ne dajo prostora nobenemu razmisleku. In proti tovrstnim vsebinam se borimo tako, dodaja, da smo iskreni v svojem poslanstvu. Upam in mislim, da smo to dno dosegli tega najslabšega možnega kapitalizma oziroma potrošništva, da smo prepoznali, da nakupovanje, potrošnja, instant rešitve, nasmehi niso rešitev za bivanje in da je prišel čas, da se začnemo ukvarjati z temami, ki nas nagovarjajo, ki nas polnijo in ki nas nekako osvobajajo in navdihujejo. Kako pogosto pa obiščemo kulturno prireditev? Po zadnjih podatkih za leto 2022 je tretjina vprašanih obiskala vsaj eno prireditev. Najbolj priljubljeni so koncerti, sledijo gledališke predstave. Kino jih je obiskala petina, večinoma mladi, stari med 16 in 24 let. Slovenska kulturna politika je močno institucionalizirana in tudi zato podvržena kritikam o zaprtem sistemu, dvojnih vlogah, nepotizmu. Vetrih pravi, da je gledališko zakulisje manj intrigantno, kot se zdi, umetnost pa neprecenljiva. Ker umetnost in znanost je največ, kar je to človeštvo v milijonih, ali ne vem koliko milijonih let izumilo. Politika, ok, nas samo utrujajo. Ekonomija, ne vem kaj še vse, pravo, pravilno, ja, krasno. Ampak, zato, ker mi delamo, je treba imeti pa malo več v sebi. Biti moraš ne le kreativen, pač pa tudi odgovoren, razmišlja Gombač. Kar ponudiš občinstvu, mora biti 100-odstotno, prostora za napake ni. Učencem rečem, vsaka moja knjiga, vsak moj tekst mora biti za čisto petko. Ne sme biti napake noter in vsebina mora biti 100%, ker je samo tako dovolj dober za vas. Pomembno je ustvarjati kritično javnost, še posebej v aktualnem času populizma, ki beži pred poglobljenimi, reflektiranimi vsebinami, v času, ko se vse manj gledamo iz oči v oči. Mislim, da gledališče postaja pomemben prostor srečevanja v živo, pomemben prostor, mogoče celo srečevanja ljudi, ki ne vem, če isto mislijo, ampak na podoben način si želijo razmišljati. Se pravi, prišli so v neki temi, razmišljajo, gledajo, se posvetijo samo tem, ne scrollajo še po telefonih zraven in niso še s pol glave nekje drugi, ampak so samo tle v tem prostoru. Zato naši sogovorniki danes ob kulturnem prazniku vsem vam sporočajo. Mi smo majhen narod, ampak ne smemo biti miselno majhen narod. Lahko smo številčno, lahko smo po kilometrih, ne pa miselno. Vsaka beseda, ki je na mestu šteje, vsaka misel, ki jo podaš, ima nek cilj. Jaz sem v resnici zelo ponosna na svojo državo, Slovenijo, da sem lahko na čelu nacionalne hiše. Jaz sem ženska in priseljenka in oboje sem ponosna. Ob kulturnem prazniku moramo biti ponosni in dostojanstveni. Bolj, ko bomo ponosni en na drugega, lepše nam bo. Slovenske države ne bi bilo v bistvu, če ne bi bilo te kulturne vizije. Premalo je, če se samo na ta dan spomnimo, kdo smo in kaj smo. Mnogo premalo, zlasti v teh krutih časih, ker nam lahko kultura reši življenja. Samo to znam, samo to vem, da pred obličje nje ne smem in da ni mesta vrh zemlje, kjer bi pozabil to gorje.